Rekordne cene elektrike, kdo draži in za koliko, kaj naj storijo odjemalci, ki jim je elektriko zagotavljal Telekom. Potovanje v covidnih časih je oteženo. Preden se odpravite na pot, preverite epidemične razmere v ciljni državi in pogoje za vstop vanjo. V trgovinah Tedi potrošnike zavajajo z dvojnim označevanjem cen, opozarja gledalka. S primerom se že ukvarja tržna inšpekcija. Tudi o tem v današnji Kodi. Lepo pozdravljeni. Cene električne energije na svetovnih borzah iz dneva v dan dosegajo nove rekorde. To pa se pozna tudi na položnicah slovenskih gospodinjstev. Računi so bili v tretjem četrtletju v povprečju višji za 5%, v prihodnjih mesecih se obetajo nove podražitve. Pregledali smo cenike 15 dobaviteljev električne energije v Sloveniji in primerjali najugodnejše ponudbe za gospodinjstva z najbolj tipično porabo. Med najdražjo in najcenejšo ponudbo je kar 65% razlike. Cene električne energije na evropskih borzah od novembra dalje znova dosegajo rekorde. Glede na april so se cene za terminske pogodbe, to je pogodbe za zakup elektrike v letu 2022, na madžarski borzi Hudex povišale kar za 346%. Če pa govorimo recimo o dobavah energije za naslednje četrtletje, so pa te nekje za 100%, približno 150% više, kot so bile nekako lani. Tako da te cene se bodo nekako slej ko prej morale odraziti na položnicah gospodinjstva. Po najnovejših podatkih statističnega urada se je to že zgodilo, saj so bile cene elektrike za gospodinjske odjemalce v tretjem četrtletju letošnjega leta povprečno za 5% višje kot v drugem. Novembra je cene za 12% dvignila Energetika Ljubljana, s 1. decembrom pa je za okoli 30% elektriko podražil Petrol. Dvig je napovedala tudi Energija Plus, ki je sicer za nove odjemalce že dvignila cene za 1. decembrom. Kot so pojasnili pri Energiji Plus, bo mesečna položnica za njihove gospodinjske odjemalce od novega leta v povprečju višja za okoli 8 evrov, kupcem posebnih paketov pa zagotavljajo nespremenjene cene. Pri podjetju EC bodo za zdajšnje gospodinjske kupce ohranili nespremenjene cene še vsaj v januarju in februarju prihodnjega leta. Višje cene, ne pa tudi za koliko, je napovedalo podjetje E3. Iz podjetja Elektroenergija pa so sporočili le, da do konca leta cen ne bodo dvignili. Podjetje GEN-I cen za gospodinjske odjemalce ne bo povišalo vsaj do poletja. Glavno vlogo imajo zakupi, torej časovnost teh zakupov, torej ali so pravočasno zakupili dovolj velike količine za dovolj dolgo ročnost in tako dalje. To je ključni razlog za gotovo pri vseh. Trenutno gospodinjskim odjemalcem najcenejšo elektriko ponuja podjetje GEN-I, sledita Telekom in Sonce Energija. Okoli 700 evrov na leto boste odšteli pri podjetjih EC in Petrol, najdražji ponudnik pa je Energija Gas and Power, kjer na letni ravni zaračunajo kar 65% več od najcenejšega ponudnika. Visoke cene električne energije so posledica gospodarskega okrevanja po pandemiji in neugodnih vremenskih razmer za izrabo vetrne in vodne energije, kar je bilo treba nadomestiti s termoenergijo. Ta pa je čedalje dražja zaradi dvigovanja cen emisijskih kuponov. Hkrati pa seveda tudi splet okoliščin, kot so pomanjkanje plina v skladiščih v Evropi. Posledično recimo v zadnjem tednu, 40 dneh so cene zopet dosegle nove vrhe, to govorim o cenah električne energije, prav zaradi plina, ki je pač mejni energent. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo cene električne energije rasle tudi po letu 2022, zato je Evropska komisija državam članicam predlagala ukrepe za blaženje posledic energetske krize. Skladno s priporočili Evropske komisije je največ držav članic, med njimi tudi Slovenija, se odločila za tako imenovano subvencioniranje v okviru energetskih vavčerjev. Kot je še pojasnila sogovornica, Evropska komisija jasno nakazala, da ukrepi ne bodo usmerjeni v regulacijo cen. Te naj se še naprej oblikujejo tržno. Za več pojasnil in nasvetov sta z nami Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije in energetski strokovnjak Peter Novak. Gospod Novak, nekaj razlogov za višanje cen električne energije smo že slišali. Kaj pa je po vašem poglavitni krivec za visoke cene elektrike v Sloveniji, ki sama pravzaprav poskrbi za večino dobave svoje električne energije? Torej, večino vzrokov so že povedali.
Vendar pa menim, da v Sloveniji ni razlogov za bistveno povečanje cen. Ni se podražilo jedrsko gorivo, ni se podražil premog, niti se ni podražila voda. To pomeni, da mi proizvajamo elektriko po enakih stroških, kot smo jih predvajali lani ali predlani. Ker proizvajamo doma skoraj več kot pokrivamo domačo porabo, skoraj več kot 80%, potem mislim, da je treba razmišljati o tem, kdo je razlog za povišanje cen. Res pa je, da ker imamo tržno gospodarstvo, da nekateri prodajajo elektriko, ki jo ne morejo ali pa ki jo niso kupili doma. Niso kupili domače in zato jo kupujejo na svetovnem trgu. Svetovni trg je pa podivjal in žal mi je, Evropa je pristala na to, da bo pustila tržne cene, da divjajo naprej, ne da bi se ona korenito poigrala s vprašanjem, zakaj je prišlo na evropskem trgu do dviga cen. Namreč statistika kaže, da lansko leto novembra ali pa letos novembra raba elektrike se ni popolnoma nič spremenila. Letos je celo nižja. Torej ni razlogov, da bi se cena dvignila, kajti tudi delež plinskih elektrarn, ki so, pa delež kuponov v ceni elektrarn, ki proizvajajo na premog, ni tako velik, da bi upravičil cene, ki so danes na borzi, recimo spot cena je danes bila preko 250 evrov na nekaterih točkah v urni prodaji in to je nesmotrno in nezaslišano in tukaj gre za velik del špekulacij. Kako na ceno električne energije vpliva rast cen zemeljskega plina? Večkrat smo slišali to povezavo, pa verjetno gledalcem ni popolnoma jasna. No, brez dvoma. Mi imamo nekaj elektrarn na zemeljski plin, z ozirom na to, da so sprejeti bili sklepi, da gremo iz premoga ven, je veliko držav tudi nakupilo in zgradilo plinske elektrarne. In moram reči, da te plinske elektrarne, zdaj, ko je ruski plin porastel, imajo zelo visoko ceno elektrike. In če jo prodajajo in kdor jo kupuje na prostem trgu, tam mora plačati več. Kako bo od letošnje zime in tega, kako huda bo odvisna cena elektrike v prihodnjem letu? Torej, v prihodnjem letu jaz računam, da se bo po koncu zime stabilizirala na nekje nivoju 50 do 70 evrov na megavatno uro, ali po domače povedano, prodajna cena bo nekje okoli 16 do 17 centov na kilovatno uro za domačinstva. Več ne bi smela biti pri nas v Sloveniji. No, že zdaj pa imajo nekatera gospodinjstva kar velike preglavice z višjimi cenami oziroma višjimi položnicami za elektriko in druge energente. Zato ste se na ZPS skupaj z drugimi organizacijami obrnili na vlado, pripravili poziv, kaj zahtevate oziroma kaj predlagate vladi. Ja, mi smo že pred 2 mesecema poslali poziv vladi, ravno zato, ker nismo želeli, da gospodinjstva plačujejo za te špekulacije, ki jih je gospod omenil. Mi smo predlagali kontrolo cen, maloprodajnih cen za gospodinjstva, za te glavne energente, elektriko, plin, toploto in kurilno olje. Predlagali smo tudi znižanje DDV-ja, to je ena od možnosti. Ne vemo, da položnica ni samo tista elektrika, to predstavlja približno 1/3. Torej, če znižamo dodatke, davke, en del tega lahko znižamo račun. In pa tretji del je bil pa usmerjen na ta energetsko revna gospodinjstva. To je pa res velika težava, ne? To so gospodinjstva, ki imajo zelo nizke prihodke, velik del pa morajo nameniti za energijo, ne? To se pravi, njim smo tudi želeli pomagati. Tukaj je bila ideja neki voucheri in pa tudi, da se prepove odklop tem gospodinjstvom. No, v določeni meri vam je vlada prisluhnila, voucheri se pripravljajo oziroma pravna podlaga za njih, kaj pa drugi predlogi? Ja, to je bil pravzaprav edini predlog, ki je bil nekako podprt, ostalo pa smo slišali, da ni mogoče, ne, regulacija ni mogoča, DDV bi bilo v teoriji možno zmanjšati, vendar pa bi ga potem morali nekje drugje prinesti noter, da tako rečem. Tukaj žal se mi zdi pogosto, vidimo, da marsikaj pri nas je mogoče, ko pa pride do nekih idej za rešitve, pa vidimo, da pa pravzaprav se nič skoraj da ne da. No, tukaj si želimo res malo več posluha, mogoče tudi kakšne druge rešitve, ampak rešitve in to pravočasne in pravilno usmerjene. Zdaj se obetajo prve v prvem četrtletju prihodnjega leta. Gospod Novak, kaj menite o teh predlogih, katere bi sprejeli vi?
Voucherji so v vsakem primeru pozitivna rešitev, predvsem za tam, kjer je energijska revščina velika. Moramo povzoriti, da je elektrika samo 20% končne rabe energije, 80% so ostali viri. Gre za povečanje stroškov na prevozih, gre za povečanje stroškov pri ogrevanju. Z elektriko se ne ogreva večina ljudi. Večina ljudi se danes ogreva v Sloveniji z drvmi, to je približno več kot 60%, in ostali pa imajo plin ali pa tekoče gorivo. In mislim, da država lahko pristopi v pomoč, namreč mi smo za marsikaj dali veliko več denarja, kot bi nastalo sanacija vsega. Ključno pa je, zdaj se vse v svoje kluse. To pomeni, moramo zgraditi domače elektrarne, sončne elektrarne, vodne elektrarne, vetrne elektrarne in na koncu, če bo nujno potrebno, tudi še jedrsko toplarno, ne elektrarno. Ampak v osnovi naj bo torej prihodnost energetike v Sloveniji zelena. No, nadaljujemo pa s težavami odjemalcev, ki jim elektriko zagotavlja Telekom Slovenije. Ta je konec novembra presenetil z napovedjo, da svojim uporabnikom od novega leta dalje ne bo več dobavljal električne energije. Ti imajo tako le še dobra 2 tedna časa, da zamenjajo ponudnika, sicer bodo prešli na sistem zasilne oskrbe, ki pa je občutno dražji. Okoli 13 tisoč uporabnikov, ki jim je Telekom Slovenije zadnjih 5 let zagotavljal električno energijo, je čez noč ostalo brez ponudnika. Ta novica je bila kar šok v bistvu, no? Ker človek ni pripravljen na take stvari, no sploh zdajle. Še ta december, ki je itak že polno vsega drugega, in pa v bistvu še o tem razmišljati. Na Telekomu, kjer pred kamero ne želijo stopiti, pojasnjujejo, da so od leta 2016 dosegli le 2% tržni delež, kar je premalo. Konec leta se jim poleg tega izteče 5-letna pogodba o sodelovanju pri nakupu električne energije, ki je zaradi racionalizacije poslovanja ne bodo podaljševali. Njihovo pojasnilo je bilo precej skopo, predstavljamo pa si lahko, da bi bila cena pogodbe o dobavi elektrike zdaj nekajkrat višja. Kar bi pomenilo, da bi bila nekajkrat višja tudi cena za njihove odjemalce, ali pa bi Telekom iz te dejavnosti ustvarjal precejšnjo izgubo. Tako da iz tega vidika lahko to označimo za razmeroma normalno poslovno odločitev. Uporabniki, ki jih je Telekom pustil na cedilu sredi zime in v obdobju visokih cen energentov, morajo zdaj na hitro do 31. decembra najti novega ponudnika. Časa ni veliko, saj postopek traja več dni. 4-5 dni traja ta postopek med odjemalcem in dobaviteljem. Odjemalec mora odločiti, potem mora izpolniti pogodbe, zmenjati si morajo te pogodbene razmerje urediti. Potem pa, ko je ta vloga vložena v informacijski sistem, poteka 3,8 dni, smo pogledali statistika, da se dejansko izvede menjava na naši strani. Skupaj pridemo zdaj, če odjemalec ni aktiven, kar hitro na 10 dni. To pa je že kar nevarno obdobje, če se dogaja kaj nepredvidljivega na trgu. Brez elektrike sicer ne bo ostal noben Telekomov odjemalec, bodo pa v primeru, da do konca leta pogodba z novim ponudnikom ne bo urejena, prešli na sistem zasilne oskrbe, ki je precej dražji. Ta cena je zdaj trenutno okrog 0,23 evra za kilovatno uro, po enotni tarifi so različne skupine. Ta cena je, smo ravno preverjali, od enega izmed ostalih dobaviteljev 55% višja, od najbolj ugodnega ta trenutek pa celo 400%. Da tudi te cene na trgu vidimo so v razponu 300% med najbolj ugodno in najmanj ugodno. Telekomovim odjemalcem so pomoč že ponudila nekatera druga energetska podjetja. GEN-I je sporočil, da jim je pripravljen ponuditi enake cene dobave elektrike, kakor jih zagotavlja svojim odjemalcem. Da sprejemata nove stranke, sta sporočila tudi Petrol in Energija Plus. No, umik Telekoma s trga dobaviteljev so potrošniki res izvedeli v zadnjem hipu. Doslej je po podatkih Soda uspelo novega dobavitelja najti okoli 7 tisoč odjemalcev. Kaj svetujete tistim, ki tega doslej še niso storili? Ja, kot smo slišali, časa ni več veliko. Mi seveda svetujemo, da čim prej poiščejo novega dobavitelja, se za njega odločijo in sprožijo postopek zamenjave. Rada bi pa nekaj opozorila. Mi smo tudi dobili vprašanja, mogoče starejši ali pa tisti, ki niso vešči uporabe računalnika, se jim zdi to nekaj nemogočega, imajo s tem velike težave. Tako da možno je tudi seveda poklicati dobavitelja, to opraviti po telefonu. Če imate pri sebi to položnico, s tem mislim celoten dokument, ki ga dobimo, ne samo tisto plačilno zadevo,
so tam gor vsi podatki, ki jih za to potrebujete. Bi pa še rekla, da mogoče naj ljudje malo vprašajo, če je kdo v njihovi okolici, ki rabi pomoč, ker za nekoga je to zelo zapleten postopek, za nekoga, ki pa dnevno dela z računalnikom, pa to ni nič takega, ne? Tako da naj vam ne bo nerodno prositi za pomoč, mi pa tudi malo pogledamo, kdo jo potrebuje, da to čim prej skupaj nekako speljemo. Ko se tega lotimo, naj izberemo dobavitelja oziroma podpišemo pogodbo z vezavo ali brez, glede na trenutne cene energije? Ja, načeloma je boljše, da smo seveda brez vezave, ker smo potem prosti, ne? Lahko kasneje, če pride do spremembe, zamenjamo. Če pa bi nam nek dobavitelj v zameno za to vezavo ponudil zagotovljeno ugodno ceno, je tudi to seveda lahko dobra rešitev. Treba je pogledati vsako ponudbo posebej, pa še to bi opozorila. Poleg same cene energije naj ljudje pogledajo tudi, ali dobavitelj zaračunava dodatne stroške. To počne zdaj kar nekaj dobaviteljev in seveda to potem izkrivi to primerjavo, naj pogledajo celovito in se potem odločijo. No, Telekomovim odjemalcem so na pomoč priskočila, če lahko tako rečem, oziroma svojo pomoč ponudila 3 druga podjetja. To se sliši nekoliko nenavadno, človek bi pričakoval, da bodo vsa podjetja tekmovala za povečanje tržnega deleža. Kako to komentirate? Gre to na račun zakupljenih cen električne energije? Da, mislim, da gre v tem primeru, seveda pa moram reči nekaj drugega. Uvajanje trga z električno energijo je zelo specifično, kajti to je dobrina, ki jo moramo imeti vsako milisekundo. In imeti trgovce, ki nimajo lastne proizvodne in kupujejo enkrat tukaj, enkrat tam in trgujejo z elektriko in pri tem naj bi zagotavljali milisekundno oskrbo, je zadeva, ki je zelo problematična. Namreč v Evropi so trdili, da bomo z uvedbo trga na področju električne energije znižali cene. To se ni zgodilo, to je bila čisto navadna laž, zato ker vmes so stopili trgovci z novci in vsak je pristavil svoj skleček zraven in mi imamo zdaj situacijo, kakršna je. Pa vendar poznavalci pravijo, da pravzaprav to, da se na primer telekomunikacijska podjetja ukvarjajo tudi za dobavo energije, ni nič nenavadnega. Seveda ni nič nenavadnega, samo če imajo v ozadju nekega dobrega proizvajalca energije, na katerega se lahko naslonijo. Poglejte, GEN-I se je naslonil prvič na jedrsko elektrarno Krško, ki je 100% dobavitelj, in po drugi strani ima ogromno povezav z ostalimi trgi v Evropi, približno 20 jih je, zato on lahko nudi to, kar nudi Sloveniji, kar nihče drug ne more nuditi. To, da če ne bi bilo zadaj jedrske elektrarne, je pa vprašanje, kako bi on lahko trgoval. No, cene je zelo redno spremljati tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije. Kje lahko potrošniki oziroma naši gledalci najdejo vse te podatke? Ja, mi že kar nekaj let vsak mesec spremljamo cene, ne samo elektrike, ampak tudi zemeljskega plina. Vse to je za vse dostopno na našem spletnem mestu, tako da ne rabijo ljudje primerjati cenikov, to mi upravimo. Na spletu si lahko prenesejo Excelovo tabelo, da lahko malo razvrščajo, ker žal še nimamo nekega sodobnega primerjalnika. Tisti, ki pa se ne bodo znašli, pa bi vseeno želeli informacijo, pa lahko tudi nam pišejo, pa jim bomo svetovali. Mi nikoli ne rečemo, pejte k temu ali k temu dobavitelju, mi lahko povemo, kaj je zdaj ugodno, pa se ljudje potem tudi sami odločijo. Informacije so na voljo tudi na spletni strani Agencije za energijo. Že prej ste nekoliko napovedali, kdaj se bo te poskoki in rekordne cene na tržišču umirile. Je torej pomlad 2022 tista, ki bo prinesla nekaj umiritve na ta trg? To je veliko upanje. S tem, da je Gazprom že napovedal, da za Evropo v letu 2022 ne bo nižjih cen. Kaj se nam torej obeta? Obeta se nam prehod na domače vire energije, če bomo pametni in se bomo osvobodili vseh teh nihanj, ki jih imamo na svetovnem trgu. Pričakujete pa kakšno ceno? Prej ste omenjali 16 centov za kilovatno uro. Ja, prej sem omenil, to je sedanja cena približno. Jaz mislim, da do 20 bo stvar prispela, ker se ne bo dalo drugače urediti, dokler bo ta trg delal tako, kot deluje.
Tudi zdaj ste omenili, pravzaprav smo slovenski potrošniki na nek način žrtve špekulacij na mednarodnih trgih. In tudi slišali smo razlike med ponudbami so do 300%, a ne? Zakaj prihaja do tega, oziroma morda lahko gledalcem pojasnimo, kako delujejo ti zakupi energije na svetovnih borzah? Na svetovnih borzah imate 3 stvari. Prvič, zakupuje se elektrika na dolgi rok, to se pravi osnovna dobava za 2 ali 3 leta, kolikor pač kdo zmore. Potem imamo prodajo na trgu, ki je za dan, 2 vnaprej in prodajo na 15 minut ali pol ure ali pa urno prodajo. To pa pomeni, da tiste dolgoročne pogodbe, ki so za določeno količino elektrike, imajo stabilno ceno, dogovorjeno, ta je običajno nižja. Cene, ki pa so v dan ali 2 vnaprej dogovorjene ali pa celo za 15 minut dobave, te cene so pa enormno visoke in skačejo, kot sem rekel, zdaj trenutno je cena med 200 in 250, v nekaterih točkah celo 300. Najdražjo elektriko ima Velika Britanija trenutno. In to seveda ni za normalnega potrošnika sprejemljivo. In kaj naj normalni potrošnik, če tako lahko rečemo, kako lahko sam ukrepa, da bodo te računi morda za položnice nekoliko nižji, gospa Meško? Ja, nekaj manjših prilagoditev je. Ena stvar je obračunska moč, opažamo, da včasih ljudje imajo previsoko po nepotrebnem, to je ta fiksni znesek, a ne. Seveda lahko zamenjajo dobavitelja, tukaj tudi pozivam ljudi, naj bodo aktivni, tudi mi s tem, ko prehajamo k ugodnejšim, tudi vse nekaj malega pa le sporočamo na trg, ne. Seveda vsak zase ni nič, ampak vsi skupaj nekaj malo močnejši smo. Prav veliko pa, kot zdaj poslušam gospoda, ne, vsak zase bo težko naredil, vsem pa ostanemo aktivni. No. Ampak če smem samo dodati, rešitev je, naredimo si domačo elektrarno sončno na strehi in skupinske elektrarne, to, kar propagira GEN-I. Najlepša hvala za pojasnila in vajen obisk v studiu. Zdaj pa k drugi temi, čeprav je svet še vedno v primežu novega koronavirusa in zato države nenujno potovanje odsvetujejo, bo verjetno marsikdo letošnje praznike preživel na tujem. Ob tem pa se je dobro pripraviti na zaplete ob morebitni okužbi ali spremembi pravil v posamezni državi. Družina Oman se je med krompirjevimi počitnicami odpravila na križarjenje z italijanskim ladjarjem. Pred vkrcanjem so opravili PCR testiranje, vnovič spet 3 dni kasneje. Sinov rezultat je bil tedaj pozitiven. Mi smo šli spat in takoj zjutraj ob 6. naslednji dan so nas potrkali po vratih, zbudili in v pol ure so nas izkrcali z ladje, dali v taksi in so nas peljali v neki karantenski hotel. Na srečo je imela družina sklenjeno covidno zavarovanje, s čimer so bili pokriti stroški bivanja v Atenah in prevoza domov. A kljub temu ni šlo vse gladko, zapletlo se je denimo na poti. Na letališču namreč niso priznali negativnega izvida testiranja, ki so ga opravili predstavniki italijanske zavarovalnice. Ti moraš pa, če hočeš iti na avion, moraš delati grški test. No in sreč so pa ta zadnji trenutek delala ta hitri test na letališču. Preden se odpravite na potovanje, preverite epidemične razmere v ciljni državi in pogoje za vstop vanjo. Naj pregledajo svoje dokumente, da so veljavni dovolj dolgo. Denimo za Abu Dhabi jih je treba imeti 6 mesecev veljavne, zdaj imamo precej takih, ki tega pogoja nimajo. Recimo Dubajčani imajo pravilo, da moraš biti ne glede na cepljenski status negativno PCR testiran pred vstopom v letalo. Vendar seveda tistim, ki gredo v Dubaj, pa niso cepljeni, to ne pomaga veliko, ker cepljeni v Dubaju prosto vstopajo v različne atrakcije, znamenitosti in tako naprej. Necepljeni morajo biti pa spet testirani. Pred vstopom v Španijo, Belgijo, Francijo in več drugih držav morajo potniki na spletu izpolniti poseben obrazec, včasih mu morajo priložiti tudi potrdilo o cepljenju ali o tem, da so COVID-19 že preboleli. Absolutno priporočamo covidno zavarovanje, kdor je cepljen, je to čudovito, kdor je pa testiran, mora imeti pa seveda zelo sveže in predvsem zelo primerne teste. Med Slovenci je v zimskih mesecih priljubljeno tudi smučanje v tujini. V Avstriji smučamo dnevno, v Italiji, Franciji in Švici lahko smučamo tudi del časa.
v balkanskih deželah se smuča neomejeno. Vse našteto pa se lahko čez noč spremeni. Če načrtujemo potovanje s turistično agencijo, nas bo na to opozoril organizator potovanja, sicer moramo podatke poiskati sami. Še to, evakuacijskih letov evropske države že mesece ne izvajajo več. Seveda pa še vedno pomagamo ljudem, ki jih konkretna situacija postavi pred zelo težke ali pa nerešljive probleme. Omenim lahko Maroko, ki je z eno zelo avtoritarno odločitvijo naenkrat popolnoma zaprl svoje meje in ljudje so tam ostali zares ujeti in je bilo kar precej iznajdljivosti treba, da smo ljudem svetovali, kam še lahko gredo, mogoče bi to trajekt v Španijo ali pa kakšen let. Žal ne z nizkocenovnikom, ampak s komercialnimi leti. V takem primeru se lahko potniki obrnejo na slovenske konzulate in veleposlaništva, če teh v posamezni državi ni, pa na predstavništvo katere od drugih držav Evropske unije. Tudi vas kdaj zmedejo nepregledne deklaracije in označbe na izdelkih? Oglasila se nam je gledalka iz Sevnice, ki je opazila, da je v trgovinah Tedi navajanje cen izdelkov zavajajoče. A to se ne dogaja le v Tediju. Poglejmo podrobnosti. Gledalka je v trgovini Tedi pred kratkim kupila nekaj božično-novoletnih okraskov in daril. Ob vrnitvi domov pa je ugotovila, da je plačala več, kot je označeno na izdelkih. 2 cene v evrih sta, ne? Ker ta velja za nemški trg in za nas je višja cena, ne? Na vseh izdelkih je namreč z enkrat večjo pisavo poudarjena cena, ki v Sloveniji ne velja. Za nameček je nižja od tiste, ki jo upoštevajo na blagajni. Tako se mi zdi zavajanje kupca, ne? Še poudarjena je, večja cena je. Kdo bo to gledal? Tako se čutiš opeharjen tam. Da gre pri takšnem označevanju cen za zavajanje kupcev, je ugotovil tudi tržni inšpektorat, ki je Tediju nepošteno poslovno prakso prepovedal in mu naložil globo v višini 3000 evrov. Vendar pa odločba tržnega inšpektorata še ni pravnomočna, saj je podjetje zoper njo vložilo tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki o zadevi še ni odločalo. Zakaj kljub ugotovitvam tržnega inšpektorata nadaljujejo sporno prakso, smo vprašali tudi v Tediju. A zaradi predprazničnega časa in izrednih razmer ob epidemiji nam bodo odgovorili, kot so sporočili, šele čez 2 tedna. Cene na nepregleden način označujejo tudi v trgovinah Kik, je opozorila gledalka. Ja, tako sem jaz to slišala, sama pa tega nisem preverila, no. Zato smo to storili mi in ugotovili, da so na izdelkih res navedene cene za več trgov. Pri večini je pisava enako velika, prva cena velja na nemškem, druga pa na našem trgu. Iz Kika so nam sporočili, da si ne želijo zavajati kupcev v različnih državah in da so že začeli postopno usklajevati cenovne označbe. Tudi označevanje cen pri njih bo pod drobnogled vzela tržna inšpekcija. Toliko za danes, o podražitvah pa tudi čez teden dni. Pod drobnogled bomo vzeli cene rabljenih avtomobilov, ki so med korona krizo prav tako močno poskočile. Podrobnosti prihodnji torek, do takrat pa nasvidenje.